Zdaj vami besedi še zadnjega referenta danes, predstavnika odvetniške zbornice, kar nas posebej veseli, upokojenega odvetnika, gospoda Stanislava Fortuno. Prosim. Torej, spoštovani navzoči, današnji simpozij ima dva naslova. Odvetnik in oblast in dr. Ivo Rosina. Jaz sem si sicer za tale trenutek pripravil gradivo, ki je nekako pokrivalo oba naslova. Ampak glede na obsežne izvajanje mojih predgovornikov, sem 3/4 pripravljenega gradiva že prečrtal. Skratka, glede na tak položaj se bom držal prvega naslova. In zato, da predočim, zakaj sploh gre pri moji udeležbi, moram navesti dva razloga. Prvi razlog je seveda očiten, to se pravi povabilo odvetniški zbornici, da se udeleži tega simpozija in to, da me je potem odvetniška zbornica delegirala. Drugi razlog je pa prizadevanje našega kolega Andreja Razdriha, urednika glasila Odvetnik, da v tem glasilu čim večkrat ponudi pozitivne odvetniške vzore. In dr. Ivo Rosina je vsekakor eden od tistih ljudi, ki zasluži, da postane vzor tudi sedanjim in prihodnjim generacijam odvetnikov. Torej, kot rečeno, v glavnem imam prečrtano zdaj. Čeprav je tole, kar bom zdaj rekel, malo eskapade, moram začeti s tem, da se kriza vrednot, ki smo jih priča, prelila tudi v pravosodje. In prelila se je tudi v odvetništvo. Še nedolgo tega, da omenim enega od primerov, je bilo zavajanje ljudi, potrošnikov, z lažnivo ali zavajajočo reklamo gospodarskih prestopek včasih celo kaznivo dejanje. Danes nikomu več ni mar tega ravnanja in se večinoma celo šteje za spretno trženje. Ko smo pred slabim četrt stoletja sprejemali predpise o privatizaciji podjetij, v lastninjenju podjetij, je družbeno pravobranilstvo, odnosno državno pravobranilstvo, takrat se meni še imenovalo javno pravobranilstvo, zoper prve tranzicijske posege sprožilo vsaj za eno pravdo vem, morda jih je bilo več, in te pravde so šle vse do najvišje sodne inštance, ki zahtevku ni ugodila, sklicujoč se na svobodno gospodarsko pobudo, pri čemer naj bi morebitni temu nasprotni judikat svobodno gospodarsko pobudo oviral. Našemu stanu se je pa kljub temu, da je organiziran v zbornici že 150 let in kljub dragocenim postulatom, na katerih je bil zgrajen in je funkcioniral, primerila amerikanizacija.
In to v najslabšem pomenu besede. Tako da osebno se bojim, morda me bo kolegica Alenka popravila, ampak zdi se mi, da se niti podpis na legitimaciji ne posluši, ko se že ravna v nasprotju s tistim, kar si obljubil, da boš delal. Dobro, in kot rečeno, dr. Igor Rosina je bil popolnoma druge vrste mož. Njegova pisarna je bila klasična odvetniška pisarna. Tudi naša odvetniška pisarna je bila nekaj klasična odvetniška pisarna. To so bile pisarne, ki so nudile strankam široko paleto pravne pomoči. Kazenske, civilne, tudi upravne, pa morda še v kakšnih drugih postopkih. In pravzaprav si je ravno zaradi klasičnega delokroga dr. Igor Rosina nakopal srd ljudske oblasti. To so bili hudi časi, ko se je prevzela in utrjevala ljudska oblast, je tako zakonodaja, kot tudi pravosodna praksa, močno odstopala od standardov, ki se nam danes zdijo samoumevni. Takrat je bila obupljivost ena največjih vrlin. Sklicevanje na enake vatle je bilo pa skrajno predrzno dejanje. In primerilo se je, jaz ne vem, morda imel dr. Gabrič to v mislih, ali pa je vsaj ta tip postopka, da je moral dr. Rosina zagovarjati nekega kmeta, ki je dal hrano križarju, ki se je tam okrog potikal. V zagovoru je omenil, da je ta kmet storil nekaj podobnega, kot so med vojno delali, ko so partizanom, ko so lačni mimo hodili hrano dajali. Javni tožilec je seveda pobesnel ob tej primerjavi, očital mu je, da ne razume vloge odvetništva v novih razmerah in sledilo je to, da so dr. Igor Rosini vzeli pravico do odvetniškega poklica z odločbo z dne 31.3.1947, pri čemer mu pa takratni zakon o odvetništvu, ki je ravno sprejet, ni čisto nič pomagal, kajti v obrambo odvetnikove samostojnosti pri upravljanju poklica pravzaprav tam ni bilo nobene določbe. Leta 1951 se je dr. Rosina poskušal ponovno opisati in karakteristično je, da je mariborski odvetniški kolektiv, ki je to prošnjo moral obravnavati, napisal, da so bili, torej, da mu ne morejo ničesar očitati glede strokovnega dela in poštenega delovanja, da pa so bili izraženi pomisleki glede njegovega političnega zadržanja z ozirom na nepremišljene izjave o kazenskih postopkih. Torej, skratka, vse tisto, kar so mu očitali, je padlo in se je zreduciralo na čist navadno politično ilustracijo. Dr. Rosina je potem šel v gospodarstvo, začelo se obdobje nekakšne notranje imigracije, vendar je v gospodarstvu, zlasti na področju civilnega gospodarskega prava, deloval zelo tehtno, o čemer priča cela vrsta njegovih prispevkov v strokovni glasini.
iz ust predgovornikov smo slišali, da je bil dosleden vse do konca in tudi precej odločen pri obrambi svojih stališč. Odvetniki so bili od nekdaj tarča oblasti. To, na kakšen način so se odzivali, je bilo pa tudi stvar temperamenta. Recimo, moj principal, dr. Viktor Marček, on je bil znan po, temu bi lahko rekli, recimo umetniško bi lahko rekli, kot po mehkem slogu. Bil je mojster mehkega sloga. Znal je povedati vse, kar je bilo treba v določeni situaciji, vendar na način, da ga nihče ni mogel zares zagrabiti. Dr. Ljuba Prenerjeva je bila seveda drugega kova. In jaz sem imel priliko videti en kazenski spis, v katerem je branila, to mora biti tam 46-47 leta, in je tekom postopka, ker je predlagala 72 prič, 72, paste, v tistih časih, 72 prič, ki naj bi govorile v prid obdolženke, jasno je šlo za politični proces. Predsednik senata je med samim postopkom odvzel pravico do obrambe. Tako da je v bistvu odvetnik, ki je branil soobtoženca, moral prevzeti še njeno klientko. Potem, recimo, še mnogo kasneje, recimo v 80-ih letih, je moj kolega in družabnik Rudi Košorok po uradni dolžnosti, mislim, da je to prišlo skozi dežurstvo, prevzel obrambo enega domobranca, ki je zataval čez mejo. In še takrat sva se usedla dol v njegovi sobi, pa sva premlevala, kako naj se poda kakšen dokazni predlog, pa kako naj se reagira na kakšne okoliščine, na kakšne predočena nasprotna dejstva, da ne bi to pri, kako rečem, pri javnem tožilstvu vzbudilo afronta. Ampak take stiske niso bile omejene samo na kazenske postopke. To se vam je lahko zgodilo tudi v civilnem postopku, v pravnem postopku. Če ste imeli zadost, da rečem, politično eminentnega nasprotnika, ste morali zelo paziti na besede. Recimo, jaz sam osebno sem se enkrat spopadal z Jugoslovansko ljudsko armado, ki je bila sveta krava v prejšnjem režimu. In sej sem uspel, celo zmagal sem, ampak občutek sem imel, da sem hodil po konici noža. Skratka, če zaključim, med odvetnikom in oblastjo je venomer vladalo nelagodje. Brez nas ni šlo, z nami je bilo pa težko. Hvala lepa. Hvala lepa.